Nika Mlinarič-Hribar, dober dan. Živijo, hvala za povabilo. Z veseljem. Dobili sva se na petek, ki je načeloma vaš prost dan, ne? Zdaj pa prosim razložite, kako ste si zamislili svoj urnik. Ja, res je. Jaz sem po izobrazbi magistrica fizike in 4 dni na teden od ponedeljka do četrtka delam v fiziki. V petkih delam pa uradno v svoji firmi, v praksi pa to pomeni, da imava s partnerjem petke fraj, za svojo firmo delava pa ob deževnih vikendih. Ta recept mi je neskončno všeč, ne? Ker ponavadi ljudje rečejo, in potem za svoje podjetje delam neprestano in zdaj bom vseeno vprašala še to. V bistvu zveni najbrž bolje, kot je v resnici, ker potem kar pogosto delata, ne? Pozno v noč, popoldneve, večere, dolge vikende. V bistvu je tako, da imamo zelo kampanjsko delo, recimo, ker pripravljamo Kickstarter kampanje in valjda, ko imamo Kickstarter kampanjo, je dela precej, takrat tudi vzamemo v redni službi mogoče kak dan dopusta in se posvetiva čist firmi. Potem so pa obdobja, ko pa dejansko je treba samo kakšne maile pohendlati, ostalo smo pa res fraj. In ko sta prosta, počnete kaj? Plezava, zunaj sva. Tudi bordata morda, glede na to, da je Snowboard Games ime vajne blagovne znamke? Ja, tudi. V bistvu, ko sva se odločala iti v Kickstarter ali ne, sva imela kar resne debate, da je to v bistvu velik commitment in če imava dosti časa, če sva zares prepričana, da bi. In ti pogovori so bili med tem, ko sva turno bordala. Med korono, tako da po lokalnih zasavskih hribčkih, ampak ja. Popeljite nas še malce v tisto obdobje, se pravi, bila je korona, imela sta več časa za aktivno preživljanje časa in ste potem prišla kaj na idejo, čisto spontano, da bi pa razvila neko namizno igro. Med korono je bil manj kar en velik šok, ker prej se mi je zdelo, da lahko celo življenje delam fiziko, pa se ukvarjam z nekimi zanimivimi tehničnimi izzivi. Med korono sem se pa zavedla, da je služba v bistvu zelo krhek koncept, in da pride en šok, nek pretres in vse skupaj izgine. In se mi je zdelo, da bi bilo mogoče dobro v življenju imeti še en drug nabor veščin, ki te potem naredi bolj odpornega na različne spremembe. In ko sva gledala, kaj bi to bilo, sva rekla, dajva kar v praksi poskusiti nekaj in se je nekako podjetništvo pa Kickstarter zelo naravno ponudil kot opcija. In tako se je v bistvu začelo vse skupaj. Ja, ampak lahko bi delala res karkoli. Zakaj torej namizne igre? Namizne igre pa zato, ker sva v bistvu imela idejo za namizno igro, ker sva jo dobila med gledanjem enega filma oziroma potem kasneje, ker namizne igre igrava. Je pa to zelo lep projekt. Jaz sem si vedno želela Kickstarter poskusiti, ker ga spremljam že dolgo in namizne igre na Kickstarterju so kar zelo močna kategorija, ena od treh najbolj financiranih in pa to je projekt, ki v bistvu nima tehnološkega rizika. Potem, ko ga damo ven, to ni neka aplikacija ali pa nekaj, kar je treba na dolgi rok vzdrževati, ampak je pač igra fizična, ko jo enkrat odpošlješ končnim kupcem, je v bistvu lahko zgodba zaključena, če se jo želiš zaključiti. In vajna prva igra je igra Hike, kjer sestavljamo kot neko zasedbo teh vprežnih psov za dirko. Ja. Res je. V bistvu igralci postanejo te vodniki pasje vprege in zberejo svoje haskije. Haski imajo različne možnosti premiku, ki te potem peljejo čez dirko, pa treba je pokombinirati vprego tako, da haskiji pašejo skupaj, ker se veste, psi imajo karakter, vsi se ne marajo med sabo in je potem treba jih sestaviti na način, da vprega funkcionira. Priporočam, da preizkusite to igro. Za igro ste zbrali več kot 100,000 evrov na Kickstarterju, se pravi ta platforma za množično financiranje. Kar veliko smo govorili včasih o Kickstarterju, zdaj nekaj manj, ampak očitno je zadeva še vedno aktualna. Ja, zadeva je zelo živa. Je pa res, da včasih je bilo dovolj, da si s projektom šel na Kickstarter in si bil v vseh medijih. Slovenci smo tudi na Kickstarterju kar zelo uspešen, imamo močen community. Zdaj pa v bistvu to ni več zares novica, ne, če narediš. Tako da ja. No, če pa zbereš več kot 100,000 evrov, pa če vedno je. Ja, čeprav primerjati samo finančno je v bistvu zelo težko, zaradi tega, ker so projekti imajo zelo različno vrednost. Ne? Recimo naša igrica je, 30 evrov, pa imamo kak drug projekt, ki je vrednost tega produkta, ki ga imajo 200 evrov, tako da mogoče je relevantno še število podpornikov. Mi smo jih imeli tukaj skoraj 3500 in smo bili takrat 6. največji slovenski projekt po številu podpornikov. Tako da je v bistvu res ful uspel projekt.
Ko govoriva o tej kampanji pa o uspehu, kako ste si v bistvu zamislili svojo podjetniško pot? Kaj za vas pomeni uspeh? Ok, razen prostih petkov. Jaz sem v bistvu začela z definicijo enega tega osebnega uspeha, se pravi delati nekaj, kar te veseli, pa hkrati biti tudi dovolj mogoče neodvisen pa odporen na spremembe, pa imeti moč kaj spremeniti, če si želiš. In se mi zdi, da na podjetniški poti ne vem, če sem že čisto 100% ali pa če sva se s partnerjem že čisto 100% našla, ker se vsake toliko časa malo vprašava, kje se vidimo čez 10 let, pa se mi zdi še majčken, se smer še majčken popravlja, no. Ampak, ne vem, meni recimo trenutno mi je uspeh to, da imava petke frej, pa da te namizne igre, to so igre za odrasle. V Sloveniji recimo je ta scena precej manj razvita kot v tujini, sploh ustvarjalcev namiznih iger ni veliko. In ko sva se potem udeležila nekih dogodkov v tujini, sva videla, da pri nas tega v bistvu ni sploh. In smo zdaj ugotovili, da bi mogoče to sceno bilo fino malo podpreti. Tako da smo tudi mi začeli, zdaj enkrat na leto organiziramo dogodek za tiste, ki jih zanima razvoj iger. Tako da je en del uspeha tudi dajati nazaj skupnosti, pa mogoče dvigniti celo skupnost pri nas tudi. Zakaj se vam pa zdi dobro, da ljudje igrajo namizne igre? Meni so namizne igre všeč, ker so eno tako zanimivo preživljanje prostega časa s prijatelji, ker ti v bistvu dajo nek mentalni puzzle, ki ga moraš rešiti. Pa se mi zdi, da je v naši tej skupini vsem to fino. Ja. Po tej igri Hajk s Husky sta razvila še eno novo z babičinimi recepti. Ja, ta druga je pa v bistvu igralci, torej babica, ki je najboljši pek, kar si ga lahko predstavljate, se bo upokojila in predala naprej svojo knjigo receptov enemu in valjda celo sorodstvo misli, da jo bojo oni dobili, ampak babica ima preizkus, vsakem pošle samo en delček recepta in reče, zdaj pa da vas vidim, in morajo igralci v bistvu, vsak dobi ene skrite informacije, ki jih ima samo on, in potem moraš nekako rekonstruirati, kje informacije imajo ostali. Kakšne so pa povratne informacije na to igro? Fine, kampanja je bila sicer majčken slabša kot Hajk, ki je precej drugačna igra, tudi majčken bolj zahtevna, ampak načeloma dobivamo kar zelo lep feedback, kot produkt je verjetno boljša kot Hajk, ker smo se na Hajku verjetno že kaj naučili. Od kod so ljudje, ki kupujejo vaše igre? V bistvu Kickstarter je več kot pol Američanov, pa so pa pri nas bili še kar močni Kanadčani, Avstralci, iz Evrope pa recimo Nemčija, Velika Britanija, Francija, Italija, Švedska, majčken odvisne igre, pa tudi Slovenija, no. Nekje na repu. Ampak se ste že omenili, da si želite to tudi spremeniti. Ko sva začeli s tem, da ste fizičarka, kako vam to koristi na poslovni poti? Ja, v bistvu je zelo zanimivo, ker se izkaže, da fiziki vseeno dobimo en tak način razmišljanja, ker rešujemo neke probleme in ti tudi, ko skočiš na čist novo področje, ta sistem reševanja problemov v bistvu zelo koristi, ker uspeš nekako prepoznati vzorce in postavljati prava vprašanja. In tu se je izkazalo tudi pri marketingu recimo, ali pa pri tem Kickstarterju, ali pa tudi pri razvoju igre, kjer v bistvu s partnerjem sva oba iz teh tehničnih vod in lahko zelo na hitro zbalansirava različne mehanizme v igri recimo. Kaj pa pri ostalih delih posla? Recimo te bolj mehke veščine, ne? To ste se naučili ali pa sta naravna talenta? Ne, tukaj pa moramo majčken fiziki delati na tem, saj jaz, ker jaz sem drugače introvert, ampak sem ugotovila, da je to zelo nepraktično, tako da se je potem malo treba včasih vršiti ven iz cone udobja, pa postati malo bolj ekstrovertiran, pa malo več komunicirati. Kdo sodeluje še z vama? V bistvu primarna ekipa sva s partnerjem, torej Blaž Hribar, ki je moj življenjski partner in poslovni partner in sploh the best partner ever, ker imam res veliko srečo, da se tako dobro ujameva. Potem imava pa zunanje sodelavce in sicer za vsako igro imava ilustratorja pa grafičnega oblikovalca, ki ga dobiva projektno. Potem pa še včasih kak marketing, računovodstvo seveda, pa še kakšne druge stvari. Ampak zaposlena sva pa samo mi dva zaenkrat. Prej sva šli zelo hitro mimo tistega, kje se vidite čez 10 let. Ja, Snowboard Games bo zagotovo še vedno nekje, zdaj vprašanje. Zagotovo si želimo izdati še več iger, tudi trenutno
pripravljamo naslednjo Kickstarter kampanjo, si pa oba želiva ostati tudi v tehničnih vodah, tako da mogoče bo kakšna kombinacija fizike in podjetništva, ali pa ne vem. Ali pa kaj čisto izven. Omenjate, ne, da načrtujete tudi za naprej. Ima s tem povezano vprašanje za vas Marjeta Hribar, oblikovalka Nakita, ki je bila naša gostja v prejšnji epizodi, pa poslušajva, kaj vas sprašuje Marjeta. Jaz sem članica Katapulta in v trboveljskih prostorih se večkrat tudi srečava, tako da čestitam ji za vse nominacije in predvsem za njeno poslovno pot. Želim si izvedeti, če je že v izdelavi nova igra in v katero smer bojo z novo igro tudi šli. Najprej hvala Marjeti za vprašanje, tudi jaz njej čestitam za vse njene dosežke, ker je res super jo spremljati. Pripravljamo naslednjo kampanjo, ne vem, če že lahko razkrijem temo. Če pa koga zanima, sem se pa odločila, da zdaj tokrat na LinkedInu delim sprot, kako to gre, tako da lahko mogoče tam vidi, pa bomo tudi temo v kratkim predstavili. Ni povezana s Husky, pa ni povezana z recepti. Ok, lahko pa je karkoli od ostalega. Ampak Marjeta očitno nekaj ve, ne? Ko omenja Katapult, kako vi tam sodelujete? V bistvu trenutno se pač včasih udeležim kakega dogodka, sem pa, moja prejšnja služba je bila pa pri podjetju, ki smo bili v prostorih Katapulta. Sicer nismo bili prav pod pospeševalnikom, ampak to podjetje je pa Aformix in smo delali letalske simulatorje, tako da smo se nekako na hodnikih srečevali. Morda bo pa naslednja igra povezana z letenjem. Ne bo. Ampak imamo pa idejo tudi za to, mogoče pa peta. Ok, verjamem, zdaj gremo na sistem izločanja. Ne? Nika, vi lahko pa zastavite vprašanje Ani Jenko. Ja, jaz imam za njo kar veliko vprašanj, ampak mene zanima, če ima kakšen nasvet za tiste, ki bi se bolj rekreativno želeli začeti ukvarjati s tekom. Potem vprašanje, kako ji uspe združevati materinstvo in pa profesionalni šport. In pa še tretje vprašanje, pa naj se izbere, kateri je najbolj všeč. Z partnerjem organizirata Knap Trail, ki je tekaška prireditev v Zasavju in je ful medijsko odmevna in odlično organizirana. In me zanima nekako, kaj so pa stvari, ki so neke lekcije, ki jih je potegla tam ven iz te organizacije, ali pa kaj so stvari, ki bi se jih želela, da jih tudi ostali vemo. Ja, morda je to z organizacijo zelo aktualno, ne? Sploh, ker ste omenjali, da bi tudi vi organizirali dogodke za to, da bi se ljudje bolj navdušili nad namiznimi igrami. Ja, zagotovo, pa oni imajo ful več prijavljenih. To je res velika prireditev za Zasavju, tako da imajo zagotovo ogromno enih zanimivih anekdot. Kako se vi počutite v Zasavju? Je to dobra baza za osvajanje sveta? Je. Čeprav bi si pa res želela, da bi imeli eno dobro prometno povezavo, ker nimamo priključka na avtocesto zares. Tako da si želim, da bi se tudi v prihodnosti tukaj kaj na tem področju premaknili. Drugače pa Zasavje, se mi zdi, da se ful mentaliteta spreminja, je veliko teh podjetij uspešnih in tudi, ne vem, ker se plezanja tiče, recimo je eno boljših plezalskih področij v Sloveniji, tako da je zelo dobra baza, ja. Nika, za konec tega pogovora zdi se mi, da je v bistvu vse vaše življenje nekako preplavljeno s tem reševanjem problemov in da zelo elegantno to rešujete, tako v plezalni steni kot sicer kot fizičarka, podjetnica, ampak kaj pa vas recimo vrže s tir ali pa kaj za vas stres? Zadnje čase vse manj stvari. Zelo me jezi neučinkovitost ali pa neko zapravljanje resursov, sploh časa, pa tudi drugih. Tako da se mi zdi, da sem zelo tako naravnana, da poskušam prepoznavati vzorce pa gledati, kako bi jih zoptimizirala. Ja. Vam želim veliko sreče pri tem. Hvala. In ostanite mirni in aktivni. Hvala lepa. Hvala. Pogovori so nastali v okviru projekta WIN, katerega namen je izboljšanje zaposlovanja žensk v obrobnih industrijskih regijah v Podonavju. Skozi podcaste si s predstavitvijo osebnih zgodb žensk v Zasavju prizadevamo povečati prepoznavnost, spodbujati globlje razumevanje potreb žensk in prepoznati institucionalne ovire. Projekt je podprt iz programa Interreg Podonavje, ki ga sofinancira Evropska unija.